Evo, dobro jutro. Jaz sem kar krenil, čeprav me malo heca tlele svetloba. Če človek gre prepozno spat, pa prepozno vstane. Ne? Tlele šraufam tole svetlobo, in ugotavljam, da ta svetloba tako dela, da sem še malo, pa tle sem še črna fleha, ker me sploh ne bo več videti. Ampak sej ni sploh to najbolj bistveno. Ne? Damo mi se o čem pogovarjati. Ja, okej, vse prav. Mi smo včeraj malo to domišljijo pa realnost probali skupaj sestaviti. Pa ker sem seveda, kot vedno, se odpeljal predaleč, vam zaključkal nisem povedal. Skratka, domišljijski svet, tisti, ki se je priklopil na univerzum, nikoli več ni imel pomanjkanja. In zdaj, spet ta Turšič in tvoja filozofancija. Tisti, ki je preskočil, se ni mogel poistovetiti več z zajčnikom in je začel v zajčjem jeziku govoriti stvari od odzunaj. Imamo zdaj približno mičken. In je postal Freddie Mercury, pač superstar, in je postal Charles Bukowski, mislim, pesnik, Paulo Coelho, mislim, in tisti, ki pa se ni spravil zdaj v take, bom rekel, prepoznavne vode, je pa svojo enostavnost, mirnost in konec koncev celotno širino živel lahko v Tibetu do kadar je hotel. Ja. Ni imel več potrebe ne po BMW-jih, ne po kreditih, ne po norosti okolice, ne po ničemer več. Te ideje, kaj rabimo, pa kdo smo, to niso naše ideje. Te ideje so nam prodali kot realnost, kaj ne? In to nisi ti, če ti je nekdo rekel, da si ti žaba, pol nisi žaba, porka, špinčič. Pri nas imamo pusta. Pa ena krasna replika je narejena. Ne more vsak butalc biti žaba za pusta. Ne? Ampak zdaj bi mogel vam še zgodbico povedati prej, ali pa videti slikco. Ne more vam nekdo reči, ti si pa zdaj mesar in ti si mesar, čeprav v bistvu v srcu si, ti čutiš, da si bolj vrtnar. Ena taka prispodoba, malo mogoče čudna. Ampak, a veste, mi res smo veliko več in mi smo energetska bitja in mi smo umski sprejemniki miselni, a ne? In mi imamo srce, pa sej čutimo to vibracijo zaljubljenosti, ljubezni, rička božja, ne? In jaz bi res, sem na mestu, da bi vam tle dal malo misliti, ne? Ker je napisal 72. leta Brzezinski, pazi, kaj je napisal. Ljudje ne bodo znali misliti s svojo glavo, ampak bodo sposobni le kot papige ponavljati informacije, ki so jim bile podane prejšnji večer v poročilih. In to je res. Ljudje so v ponedeljek znali govoriti samo o volitvah. Sem jaz šel na kavo, pa nisem mogel biti tih, pa se rekel, pa kaj zdaj, boš še ti nabijal? To je včeraj televizija nabija, a ste to po televiziji gledal? Jo, seveda. Pa kaj laže televizija? Pa rekel, ja, se itak že skozi lažejo. Pa si jo še enkrat požgal, zdaj pa ti meni povedi, a je ona neumna ali ti? Ne? Pa ta neumnega se naredimo. Se pravi, ljudje, veste, kaj delate, pa še kar to delate naprej. Mi nočemo biti več papige zaprte v kletki. Mi hočemo biti človeška bitja, božanstvo. Ja, sej verjamem, težko je to skupaj sestaviti, ker pa
je spustiti staro prepričanje o sebi, je nekaj najtežjega in najbolj bolečega. Kako zdaj? Jaz verjamem, tudi kača, ki levi kožo, ni enostavno, ne. Še težje pa je, ko človek mora odvršiti svoj ego jaz, ne. Ta tisti jaz, ki ni jaz. Jaz je, wow. Saj se spomnite, saj smo se včeraj pogovarjali, ko ste bili otroci, ko ste zaljubljeni. Takrat ste vi, takrat niste več ne mesarji, ne peki, ne čevljarji. Ne? Ko si zaljubljen, si ti. In okolica, ta egoistični svet ti pravi, ta dva sta pa malo odplavala. Jih bo treba pa kar malo prizemljiti, da ne bosta odplavala. Prizemljiti pa jim bomo mi jih prizemljili, ne? Pa jim bomo dali uteži na nogo, da ne bi slučajno ona dva letela kam naprej. V teh rožicah, kot takole se pa res ne da. A veste, jaz sem hotel testirati zdajle pa najbrž bom kar pustil naprej. Sam bom mogel iti pa po kavo, ker imam pa čisto še malo. Pa mi bo fokus zginil, ne, hokus fokus. Lej, jaz sem si napisal oporne točke za danes, ne. In sem dal osrednjo temo naključja. Naključja. Kaj je, lučko božam tlele, moja psičko. Naključja so nekaj, kar so vam povedali, da je, naključno. To je, naključno je to. Ja, okej, pa je pa naključno. Kaj pa pomeni beseda naključ? Je tako, da je po nesreč. Mislim, tako, čisto ni noben. Ampak meni ta razlaga ni pila vode. Če je pa nekaj na ključ, potem je točno definirana stvar. In odkar sem se jaz sprijaznil, da naključja ne obstajajo, se je odprl nov pogled. Spremenil se je fokus. Jaz moram Lucy skozi ne božati od spodaj, ker me skozi za nogo drsa. Spremeni se svet, ko ugotoviš, da ni naključij. Ker naključja, koliko teh naključij rabiš, da postanejo stvari matematično preverljive. Ali matematično nemogoče. In to bolj matematiki bi znali. Kolikrat se mora ena stvar ponoviti. Da rečeš, ja, tole pa je naključje. Le, ko imam piko na nosu, si lahko naredim. Moram skozi. Skratka, naključja nam podaja naključja niso dogodki, ki so se zgodili pač slučajno, ampak so naključja iz dveh polov. Ti, bom rekel, znaki niso več naključja, kot zdaj niso naključja, ampak so znaki. Bom tle, nekako sem se odločil, da bom karikiral ta univerz, ki je tle od sonca pride, veš. Univerz nam da neke znake. Skozi. Sem, ker nas v šoli niso naučili tega brati, enostavno tega nimamo niti zamar, in ker nimamo zamar, je izven umskega dojemanja, in za nas pravzaprav niti ne obstajajo, jih kar mi eliminiramo. Pa so pa še druga naključja. Te ustvarjajo pa temačneži, temne sile, negativci, narcisi, igra. Ta satanski svet, jaz tudi se dostikrat izrazim, res mislim. In ta naključja iz strani negativnih sil so pa tiste, ki ti dvignejo dekelj, po domače, ne. Oni te dvignejo pritisk, ne. Pa kako je mogoče, da pa glih zdaj? No, evo, to zdaj mi ne vemo, ali te je univerz ustavil, ali te je Satan spravil ob živce.
In ker nič ni naključje, a je to on naredil za nalašč ali on naredil za nalašč, ni na tebi, da zdaj študiraš. Najbolj pomembno je, kako ti na to reagiraš. Zdaj. Če ti rečeš, pa zdaj sem hotel iti, meni se je pa guma glih zdaj pridrla, pa ne morem, in zdaj si jezen, zdaj si razvrvan, zdaj si ti izgubil svoj fokus, kakršenkoli je že bil, je zdaj čist drugje, stari se z uno gumo ukvarja, ne. In če bi razumel, da ti je to stvar naredil nekdo za nalašč, bi rekel, Jezus, otroci, kako ste vi dosadni, ne, kako ste primitivni, in bi zamenjal gumo in pač šel naprej, se pač ne moš iti spredrto, kaj ne. Ali pa bi rekel, ja, kaj bi pa tole zdaj lahko mi vesolje sporoča? Da sem prehiter. Mogoče me pa pred čem očuva. Mogoče pa tamle naprej bila zame nevarnost in sem zdajle ob gumo, počakam jaz teh, ne vem, počakam. Ta čas, ko menjam gumo, mine, ne vem, te pol ure in grem naprej in tista nevarnost, za katero jaz sploh vedel nisem, je odmaknjena. Reakcija. Ne glede na to, kaj mislite, ne glede na to, kaj bi si probate predstavljati, da je vzrok, nima veze. Vaša reakcija je najbolj bistvena. Ker v tistem momentu, ko boste vi rekli, temu bogara in ta guma prekleta, zmeri se meni mora to zgoditi, pa zakaj ne morem neki, takrat dajete energijo negativi. Brez pardona, ker svoje misli zaperate nazaj v ta zajčnik še bolj. Če pa ostanete mirni, zamenjate gumo, mogoče pa pride ta čas nek človek, s katerim se morate spoznati. Mogoče pa je tudi ta angel varuh človeški posebej, jaz sem že šel predaleč. Mogoče pa ste enkrat si nekaj zaželeli, pa je ta človek prišel bliže, da boste skomunicirala. In če se ti iz te reakcije ven, ga boš še unga poslal 3 krasne, kaj se je zdaj še ta spravo na te neke. Če si pa sprejmeš, pa mogoče odprt pogovor za laufa in pomoč in namesto, da boš pol ure šraufal, bo stvar potekala sem 5 minut. Zdaj jaz se malo zmišljujem, hočem nakazati, da naključja niso naključja kot nekaj po nesreči se je zgodilo kar tako samo od sebe, zgodilo se je z namenom. Ja? In še enkrat, sem tudi lepo povedal zanč, ko sem bil med ptički, niste džabe vi tle, niste vi kamen padli dol iz dub in zdaj tle nimate pojma, se boste valili ali se boste zdrobili ali kaj. Tukaj ste z nekim velikim namenom. In ta namen je lahko različen. Da si, zdaj se bom karikiram, da si mama in da daš rojstvo nekomu. Da si človek in pomagaš nekomu. Da si tukaj zato, da nekomu spremeniš življenje na lepše. Ne? Zato si tle. Zato, da si pomagamo, ker bratje in sestre si pomagamo. Egoizem, narcizem je pa kontra temu. In to je ta naš virus, ki se je zažrl v čebule naše butaste. Saj nismo vsi bili vsega, butasti smo, ja. K butalci. K butenskala. In ta sistem vam je hotel reči, da vi ste pa, ste pa produktivni, ne. Ma, vi in vaši produkti, ne. Production. Prodaja. Nismo mi produktivni, mi smo kreatorji. Mi šeramo ljubezen. In ljubezen, a je produkt ljubezen? Tudi ne. Saj tudi otrok se rodi kot produkt ljubezni. Ste pa produktiven, pa reproduktivni organi. Mislim, halo, maternica rojeva življenje, a ne? Kaj kamne ven rojeva? Ali rojeva majhna dušica, ki te tako pogleda, a to duša noter? Ja je, a je kamen? Ne, ni. In tudi ti nisi kamen.
In nismo mi brez veze kamni. In mi smo povezani s sorsom, z verom. Tako kot vsaka trobentica, ona je povezana dol z korenino, da ima am, pa s sončkom gor, da naredi blum. In kaj je namen? Ja, da je cvetek in da bodo pol še trobentice, ne? A se iz vsakega oprašenega posadi trobentica? Ne. Zakaj pa ima sliva drevo 1000 sliv gor? Ja, ena se bo že parjela, ne? Čudovita, magnificent bitja smo. In samo v zajčniku nam razlagajo, da smo butasti, pa majhni, pa še neumni za povrh, pa malo se umer, a veš, ne biti zdaj toliko nervozen. Ja, pa piška, če mi živce pulte, no. Tak je ta svet. Ta svet je tak. In mi ta svet nočemo tak. Ker smo narejeni iz ful več. Pa saj to se nisem jaz spomnil. To so drugi govorili, jaz sem v škatlico, a veš, da bi rekel, zberamo zdaj, v ograbek dej, vamo. Se pri nas reče, ko se nuska obdevajo, v ograbek mora biti obgrabljeno. In zdaj nam tle tečejo ure, jaz bi vam rad nekaj raztumbal, pa probamo, zdaj vse sort sem vam že dal na svete. Ampak ta situacija, kjer smo zdaj, kar gledamo pred sabo v tem zajčniku, a ne, bi že skoraj vi ne rabili več zdaj nekega strašnega poglabljanja. Common sense, ZKP, zdrava kmečka pamet, bi mogla biti čist zadost, da bi vsak od vas rekel, pa je pemula, pa to ne valja. Jaz vas sem prepričujem, da res ne valja. Jaz bi sem rad, da pogledate, da ste aware, pa da vidite, da res ne valja. Sej do zdaj je še nekak, zdaj pa ne več. Ne gre, ne morajo. A veste, kaj se bo zgodilo z nafto? Pa veste, kam grejo naši evrčki? A vi veste, kam gre naša medicina? Pa sej komi še držijo, za zaveso se držijo. In tone, vse tone. Po drugi strani, morate vi vedeti, da so ljudje kreativno naredili neskončno mnogo idej, ampak idej, patentov, izumov, ampak temne sile, ta lastniki zajčnika so to zmeraj pobrali, pa so rekli tole, ne, mi nafta je, to rabijo, ker tle največ mi dobimo, ne. Mi imamo tehnologijo na zdravljenje svetlobo, imamo tehnologijo levitacije, vse to so stvari dokazane. Na magnet, tudi nad magnetom se da potovati, magnetizem se da ustvariti z zvokom, ker ima Zemlja tudi neko svojo resonančno frekvenco, na katero se da jo izkoristiti, no, bom tako rekel, ne izkoristiti, ampak jo uporabljati, ker jo ni nič manj, ne, izkoriščamo nafto. Resonance pa ni čist manj, če jo ti uporabljaš. Tudi čebele, mislim, da letijo, ne zaradi tega, ker skrili delajo tako kot muha, ampak brenčijo in one levitirajo z zvokom. Bi skoraj tudi to verjel, ampak bi se mogel poglobiti, ne, da bi rekel, aha, razumem, ampak se nisem poglobil. Ampak glede na to, da Zemlja, pa zvok, pa levitacija, pa čebela dela, bi skoraj rekel, da pa, veš, da pa res obstaja tudi ta opcija. To sem zdaj dal glih za to vnaprej, ker jaz tudi nisem prepričan, ne morem zdaj z gotovostjo trditi. In tudi vi, če želite, zdaj boste tle najdli svoje izhodišče, dobrodošli, pobrskajte, a ne? Trlem. Ja, stvari so obvious, vidne. Zdravo kmečko pamet, pa odločitev. Strah je virtualen. Ja, to smo definirali. In vas je strah, da bi izgubili sliko o sebi, ki ste jo gradili do današnjega svojega dne. Pa toliko ste vložili nečesa v to. Zdaj pa, kako ne zdaj to gre?
Ja, mora iti, zaradi tega, ker spodaj je nekaj veliko lepšega. Vi ste diamant pokrit z drekom in zdaj drek vzdržujete. Sem dost nazoren. Ne, drek id, jaz hočem biti drek. Ne, noben ni drek, ampak majhne imamo ume, poškodovane. Lisjaki so delali na tem, kar strela, da bi nas naredili majhne. In zdaj vi vidite, da so laži, prevare, nepravilnosti, nepoštenosti, stvari grejo čist predaleč v vseh segmentih. In vi ste še kar tih. Vi še kar verjamete, da je boljše, da ste drek. In ste kar tih. Jaz ne vem, no, mislim. Zavedati se svojega diamanta, začutiti, da si diamant, ker si shine on, you crazy diamond. Je naslov pesmi, se veste? Ne? Še kar ne vem, če ne bi ga kar poiskal zdaj. No, ne bom ga za jutri pripravil. Sem si pripravil neko muskico, pa sem hotel potrenirati, pa da bom dal ono muskico, pa je tudi ta je kar prav. Ja, no, in vi ste še kar tiho, ne, in gledate ta drek okrog sebe, sranje okrog sebe in vzdržujete ta svoj diamant pokrit z drekom. To so karikature, da mi ne bo kdo rekel, da sem komu drek rekel. So karikature. Ne. Viš, kako jaz se moram biti čisto spreviden, kaj bom komu kaj rekel. V vsaki oddaji se opravičam, nekako pravim, vsi ste dobrodošli, v isti sapi pa tle narcizem. Ja, sej govorim in narcisom, ki so malo bolj narcisi, in unim, ki so malo manj. In uni, ki so skontali, da pa narcizem pa nima v njihovem življenju kaj delati. In narcisi so največkrat, so najbolj trd oreh, v bistvu so največji drek, največ tega dreka imajo na sebi, ne. In čez ta svoj diamant, ker diamant imamo vsi. Vsaj tisti, ki zdaj to gledamo, ne, ker imamo tudi neke entitete, ki niso ljudje, ampak tam pa nimajo duše. In oni v bistvu nas ne marajo. Sej. Ja, in vi to vzdrževate, se delate butaste in ko vam človek kaj pove čist zapigan možgan, ne bom jaz nič razmišljal, Turšič, ti nimaš prav teh, to, kar si zdaj povedal, ne bom povezal z mojo izkušnjo, ne bom in bom butast še naprej. Kaj smo rekli, 11. božja zapoved? Ne deli se neumnega, Ta ignoranca pa neumnega se narediti, pa gaslighting je tudi dobra, to ne poznate. Bom se zdaj vam potrudil razložiti. A sem zaključil, da je bom pozabil. GAS bom napisal, GAS pa L. Se pravi, ni težka filozofija v sebi videti diamanta. Kekec ga je imel, pa ga je vzdrževal. Rožle je imel dodan strah in je bil prikrajšan za izkušnje. Ja? Ja. Se pravi, ne gre za težka znanja. Common sense, se pravi zdravo kmečko pamet, pa kekec je imel in tudi dokazal vam jo je. Malo se šteješ, klinc, kva sem pehte bal, ampak ima pa zdravila in moram biti z njo prijazen in sodelovala bova. Teta pehta je bila pa dobra, pa malo je to zlobo probala glumiti, ker je bila že sita teh ljudi, ampak kekcu je pa ipak dala. Grem nazaj. Skratka, zdrava kmečka pamet bi mogla pokazati, da sistem ne funkcionira več, da razpada in da je čas, da odvržete to maske dol in šibnemo naprej. Jaz verjamem, tle se zgodi v tem momentu bolečina, zaradi tega počnem, kar počnem, da vam povedal, da niste edini in da vaša bolečina zdaj je mogoče zaradi tega, ker vam lahko te informacije, odgovore damo nemudoma takoj, je vaša bolečina mogoče manjša, kakor je tista, čez katero smo šli mi, ki smo se sami izgubljali. Pa lovili, ali vsi pred mano, ki so vzdrževali ta nek film. Mi smo na epohi, kjer vsi bomo in še zmeraj na koncu bo možnost izbere, dragi moji. Lahko boste dreki ostali. Mi bomo pa svetili zraven na dreke, ampak nič hudega. Nam ne bo zaradi tega hudo, zdaj nam je hudo, ne.
In tudi pol, mislim, a nočeš, jaz ne morem tega dreka odpreti. Ga ni čira čara. Razen, če zdaj se zgodi pač čudež, o kateremu pač še ne vemo. Ja, no, in vi se delate butalce. Ne? Sej, jaz sem tudi iz Butali, jaz sem butalc. Potrjen in zapigan. Bil. Okay. Ja, gaslighting, ne? To spada pa pod narcizem. Jaz ne vem čisto točno, zakaj sem rekel, vse delate neumne, pa drugi vas delajo neumne, ne? Gaslighting je pa narcisi imajo tak pristop. Evo, vi nekomu nekaj razlagate, bom rekel dogodek, bom uporabil en dogodek, kada bi se jaz zmenil z nekom, dej človek, dejva se zmeniti, kot da bi, to je izmišljotinka zdajle, pa bi rekel zdajle, dejva se midva tako zmeniti, tole roža je moja in ne jo zalivati, a je prav, če to jaz sem se zdaj postavil v vlogo narcisa in to govorim nekomu, ki ni narcis. In mu rečem, tale roža je moja in jo ne zalivaš. Ok. Naslednji dan pride narcis in potipa to rožo in je suha. Zakaj jo nisi pa zalil? In zdaj ti na uni strani se rečeš, saj so se zmenila, da jo ne zalivam. Kaj so se midva zmenila? Ne, midva so se zmenila, da jo zalivaš. In ti rečeš, ne, pa če si rekel, da je tvoja, da jo ne zalivam, ker boš ti skrbel, ker ti jo znaš najbolj, ali kaj takega. Ja, pa ne moš tako, jaz sem rekel, da mora biti roža zalita, zato ker če ne bo crknila. Narcis pol prbi. In zdaj ti na uni strani se rečeš, čak, pa kdo je zdaj tle butast? In mu rečeš, ma ne stari, ti si meni včeraj jasno in glasno povedal, da jo ne zalivam, ker je tvoja, pika, stop. In tle narcis ne neha. On začne izmišljevati se, negirati stvari in toliko časa zapeljevati stvari okrog teme, da na koncu vi rečete, ma čakaj, mogoče sem pa res jaz narobe nekaj razumel. Tako delajo narcisi. Zdaj, kaj sem vam povedal, gaslighting, lahko si kar pogooglate, boste tudi še bolj spoznali stvari. Ker narcisu ni ideja, da bo najdu rešitev ali pa razumel. Narcis želi konflikt. Narcis želi vam dvigniti dekel. Od tega se on nafutra. Še malo se zabava zraven. Vam pa pije živc in vas deva na obrate in tam vi nimate miru. No, in njegova naloga je opravljena, samo da niste v miru. To je to. Gaslighting, dajte si prebrati. Pol urce bo, to zdaj pomeni, da moram reči končati, pa da bom 15 minut končal. Ne, ker sem že zdaj prišel do narcisa, pa ker sem bil na ključih, bom tle še to dodal. Narcisi igrajo, da so, kar niso. Narcisi igrajo, da so, kar niso. In igrajo, da so normalni. Torej so nenormalni. Zdaj se bom pa iz tega naslova dotaknil, pa bom pa še enkrat nazaj, bom se tle naredil kar eno tako žuk, pojdi tja pa še nazaj. Zdaj res, če ne se res mogoče ratejo stvari prezmedene. Jaz sem vam razlagal, da je zelo pomembno, da oddate svoj pečat, ker niste kamen padel iz ne vem katerega konca vesolja. Je zelo pomembno, da vi ste originalni.
Ne biti slaba kopija, to imajo narcisi čez. Bodite originalni. Kot droben cvet, ki prekriva ga. Zdaj, lahko še 1000 kopij imamo, ampak original je bil samo eden. Ein bisschen Frieden, pa pipa. Bodite originalni, ja? In bodite spontani. Bodite vi, un diamant izpod dreka, izpod ego maske, izpod virtualno povedanega, kdo ste, ker so vam drugi natupili, kaj ste. In če uporabljate tega, tle pa gre originalnost ven. Ja? Spontanost. Kaj da bi rekel, zdaj se bom pa smejal ob 3, pa 3, pa 15. Spontano se nasmej takrat, ko ti pride ta vzgib. In tle se pa takoj prepozna, kdo narcis je, pa kdo narcis ni. Ker narcis, če bi bil spontan, bi bil kaj? Zver. Zlobec. Ja, narcisi so, mislim, to je zloba. Zdaj boste rekli, to se pa ne sklapa, prej si pa rekel, da imamo vsi iskro. Ja, ampak narcis je zelo velik narcis in on je, jaz hočem reči, narcis je tisti, ki je zelo na hard. On res ne bo spustil. Poglejte, politike ne bodo spustili. Lagali do konca. Čist do konca. Čist do konca. In narcis glumi, da je normalen. Pa ni. Ni normalen. In on ne more biti spontan. Ker če bi bil spontan, bi tle zveri hodile naokrog nas. Oni so infiltrirani med normalne ljudi. In iz normalnih ljudi delajo debile, nam, ker se skegla, oni se pa zabavajo. In oni, ti narcisi so zvezani en z drugim, ampak ja, oni imajo pa strah bistveno večji. Kakor normalni bojevniki, ki niso kamni. In en Einstein je bil, ki je rekel, ta svet ne bodo uničili tirani. Ampak tisti, ki bodo molčali, tisti, ki ne bodo nič, ne bodo spregovorili in utišali so nas. Maske, ki so vam jih zapovedovali, nam jih zapovedovali, so simbol molčečnosti, tišina, da ne bi kaj bleknil. Turšič, te bomo v keho poslali, če boš kaj bleknil. Jaz sem se odločil, da bom bleknil, ker ne bi rad bil v tej skupini, ko bom pogledal nazaj, pa bom rekel, shit, pa lahko bi kaj rekel, pa si bil tih. Zato, ker to laže, ker sem dobil kakšno plačko. In ker nisem dobil plačke, sem pa glasen. Evo, pa ne bo zdaj to. Ta izhodišče. Skratka, že Einstein je rekel, da tišina ljudi bo v bistvu uničila ta svet. Čeprav je bil, mislim, da Einstein tudi Freemason guy, je tudi, Če sem rekel, ja. Define yourself, imam tudi napisan. Spada k spontanosti. Ja, veš, kaj nisem naredil črtice vmes, da bi si zvezal, da bi vedel, da moram iti še to povedati v sklopu, ki sem bil prej. Bodite originalni, bodite spontani, bodite vi, bodite pogumni in define yourself. Definirajte, kdo ste. Ja? Če gledam iz sebe, a sem jaz glasbenik, ker sem hodil v glasbeno šolo harmoniko igrati, harmoniko. Mislim, jaz ne vem, zgleda, da nisem neki glasbenik, Ja, pa znaš kaj to? Pa dobro, jaz zdaj slišim harmoniko, mislim, okej. Pa znaš kaj zaigrati? Pa ja, znam, znam par komadov, sem se navadil. A sem zdaj harmonikaš? A sem zdaj glasbenik? Ne, nisi glasbenik, zato ker si bil zraven še zdravstveni tehnik. Ja, kaj sem zdaj zdravstveni harmonikaš? Ja, ampak znaš tudi kruh peči. Super, Spomnite se, kdo ste. Spomnite se,
katere stvari ste počeli radi, ker tiste, ki ste počeli radi, ste jih ponavljali in ste jih ponavljali spontano, ste bili originalni in to ste vi. Pol je pa čez nekdo rekel, da vi ste pa Snežilka, ali pa pravnik, ali pa oče, ali pa mama. Neko drugo identifikacijo so nam dali, kar v številko so jo dali, ID number. Banda pokvarjena, ti lisjaki so res... Ampak te stvari so minorne. Zajčnik je majhen, idiotski, trapast, cirkusantski, vse to je temporari, se pravi neke začasne, zajčnik zbit glih tok, da stoji, ni to zdaj neka super trdna stvar. Mi smo magnificent in dajmo jim dati tega zdravo kmečko pamet, ne poslušati, kaj so vam rekla poročila, pa kaj je napisal Cajtank, ker vam laže, ker vas želi držati v strahu. Nafta se bo podražila in posledično tudi hrana in ostale dobrote. Ma dajte mi nehat srat, no. Imam druge stvari tle zamisliti, kdo sem jaz. Mi strahujete skozi. Kaj bo. A ti jaz povem, kaj je. Love. Power. Integrity. Smile. Joke. Fun. In kreativa. Zdaj, kar govorim, to zdaj izgleda, da sam ležim pa koktejle pijem, ni res. Še več imam dela, saj sem že večkrat povedal. Tudi en modrec je rekel, pazi, je vprašal učenc, učitelja, rekel, mojster, kako se spremeni življenje ob razsvetljenju? Se pravi, zdaj vprašanja se ne bom čisto točno spomnil, ampak kakšna je razlika v življenju, ko se enkrat razsvetliš ta diamant, potegneš na plano, skineš ta drek. Pa pravi, pred razsvetljenjem sem vodo nosil, pa drva sekal. Po razsvetljenju pa drva sekam, pa nosim vodo. Nič ni drugač. A da ne? Je. Ene stvari so iste, saj živimo tukaj na zemlji, tukaj in zdaj in vse lepo in prav. Ampak včeraj sem probal nakazati, kako lahko potuješ po svetu z nekim wow, poglej, kaj smo najdli, raziskuješ svet, ali potujemo v neki derki, pa smo pa še egoti, ker imamo malo večji kredit za malo večji avto, in pol smo frajeri, pa hudi, pa to. En do drugega, en drugemu po glav sed. In tako ta svet funkcionira. Ptičice, saj tudi serijo po glavi, boste zdaj rekli. Une v mestih, mene v naravi ni še noben teč usrova, je prav. V Ljubljani pa Sem tam ni teh ptičic, ki sem jih zadnjič pokazal. Ljubljana jih nima. Nasploh mesta, ker ptice so skontale, da tam noter pa ne. Razen požrešni golobi, ne, oni pa se jim pa ne da, lažje je, a ne? A veš, zakaj Bosanec reče L? Zato, ker je lažje. A veš, zakaj človek laže? Zato, ker je lažje. Pemtiša, dajte verjeti, da vam laže. Vsak pajac. Prove me wrong, dokaži mi, da imam narobe. Tudi ta je dobra. Lažejo. Mi vemo, da lažejo. Oni vejo, da mi vemo, da oni lažejo. Ampak oni še kar naprej lažejo. Ne bodo nehali lagati, do ta zadnje. Mejte to. Nekdo vam bo obljubil marsikaj, da mu rečeš, ta star, to sem mi pa zlagal, on ti bo obljubil, kar češ. Samo on ni iskren, lažnivc ni iskren. A veš, lažnivc, da ne bom preveč rekel. Ok, bomo končali. Ne podpihujte mržnje drug do drugega.
Ne obsojajte drugih. Dajte komu pomagati. Dajte biti kolektiv. Ne dvigovati strahu s svojimi objavami. Dajmo si dati upanje. Resnice niste hoteli videti. Bomo vam dali upanje, da je vse v redu. In prosim res vse, karkoli delite, dajte se spomniti, ali delite pozitivo, ali delite negativo. Širite ljubezen, upanje in kolektivno dvigujete pozitivizem, ali širite strah, dvom, kaj bo. Lepo bo, vse bo okej. Ampak vi morate dati iz sebe ven, ne držati se v strahu, ne pustiti. Strah je virtualen, zajčnik je virtualen. Čemu človek ne bi dal iz sebe ven? Epic music sem že povedal. Pa tudi ljubezenske pesmi sem tudi že povedal. Pa to, da ste božanska bitja, sem tudi že povedal. Pa da niste eni dreki, pa da niste eni kamni, sem tudi že povedal. Pa da pejte se razelektriti, pa piti vodo. Vse se kar ponavljamo, a ne? In se vračamo na tega kekca. Pa dajmo common sense, dajte vštekati. Dajte vštekati common sense, pa malo učke, ko odpreš, pa povežeš dve misli skupaj, je stvar čist simpel. No, in ker so zdaj ti virusi strašno popularni zadnja leta, a ne? Za vse to so neka cepiva. Včeraj sem omenil, da je v Italiji zdaj spet nek strašno nov virus, proti kateremu so že naredili cepivo, takoj. Mislim, najprej je bilo cepivo, pa pol virus. Bi rekel moj common sense, pa vašni tudi že za Boga jasnega, da je bil tudi COVID, da so bila prej cepiva, pa pol COVID, no. In zdaj se širi pa tretji virus, ne. Zdaj se pa širi tretji virus, ki se ga pa vlade bojijo. Ne več ljudje, ampak vlade in ti paraziti in ti naši lisjaki. In ta virus je njim smrtno nevaren. Ja? Smrtno nevaren virus proti narcizmu, ki so ga vlade seveda terale med ljudi, da so ljudje postali narcisi, a ne? In ta virus bo imel velik vpliv na milijone ljudi. A veste, kako se imenuje? Resnica. Resnica vas bo osvobodila. The truth will set you free. Pa mogoče vam bom dal pa en govor, zdaj sem se ga spomnil. People unite. Let the people all unite. To je pa imel tale naš Charlie Chaplin. Marsikdo ga že pozna. Charlie Chaplin je krasen. Moram najbrž napisati, ker če ne bom pozabil. Let's unite. Se bom pogledal. No, pa bom dal pa še eno vam povem, ker sem jo tudi najdel. Vsa cruelty, kako se to prevede? Cruelty, grozodejstva, ne, se pravi, da so ljudje kruti. Vsa krutost izhaja iz šibkosti. Torej, šibki ljudje so kruti. Ja. A ste kruti? Ne. Pol ste kaj? Močni. Mamo. Bravo. Hecam se. In še to bom dal, ker si malo shranim glih zato, ker so mi lepe, pa jih ne prepoznate. William Shakespeare je tudi naše gore list. In on se je ful trudil, namišljene bolnike je delal, a ne? Poznate to dramo, igro, predstavo, igra? Namišljeni bolnik, vi ste vsi namišljeni bolniki. Jaz imam virus, ja, imaš ti virus, ja, perdo eden. Skratka, on je rekel, the earth has music for those who listen. Torej, zemlja ima glasbo za tiste, ki slišijo. Jaz sem, tudi to smo že razlagali, saj sem vam tičice. Zdaj, ko ste me malo podražili nazaj, ne,
bomo mi te ptičice pojačali. Imam že v planu, sam še kartico spraznim, še en kofi nabrijem in vam grem druge stvari, da vidite, kaj je to orkester. Očitno bomo mogli tle zdaj en drug orkester sestaviti. Zgleda, da smo tle na poti. Zdrava kmečka pamet, ste močni, ste diamanti, ste zlomljivi, ker diamant je najbolj trda stvar na zemlji. Dragi moji, jaz več povedati vam, da ste ljubljeni, vam ne morem. In da ste kreatorji, da ste del kreacije, kreatorja, da kreirate stvari z njegovo pomočjo. Ne lisjaka poslušati, da morate dilce predstavljati iz leve na desno, pa papirčke pisati, pa jih štempljati, pa jih predstavljati v neke predalčke, ki jih nikoli ne bo noben pogledal. Niste zato se tle rodili. Ja, ok. Dosti je, rad vas imam, uživajte. Se vidimo, bom dodal še stvari, muzika pride, orkester narave. Ampak probajte pa vi tudi sami slišati, ok? Ajde, držite se, čau!